Dragi gledalci, do sedaj sem posnel že več kot 100 podcastov. Zdaj verjetno ste opazili, da ga ta zadnji torek ni bilo. Razlog je čist preprost, zakaj ga ni bilo, zato ker ga nisem imel. Namreč zadnje 3 mesece sem imel veliko težavo, ker mi je tukaj, 15 metrov stran, sem imel gradbišče, ki so cel dan tolkli kamen s tistem pik-ameri. Vsak dan od zjutraj do 5 zvečer, soboto pa do 1. Tako da sem podcaste lahko snemal samo v soboto po 1 uri, pa v nedeljo. Po 5 uri med tednom tudi nisem mogel snemati, zato ker je pa tukaj v sosednjem prostoru, imajo pa ženske vadbo in imajo glasbo na glas, tako da je takrat nemogoče snemati. Tako da nisem mogel se uskladiti, da bi dosti podcastov posnel. No, še en razlog, zakaj ni bilo podcasta, je pa ta, da sem bil dobre 3 tedne na potovanju v Čilah in seveda bi mogel tudi na rezervo te podcaste posneti, ne? Ampak ni šlo, predvsem zaradi tega gradbišča. Imel sem veliko kandidatov, s katerim sem bil dogovorjen, da snemamo, ampak oni soboto popoldne ali pa nedeljo nisem mogel, ne. Tako da zdaj se je, hvala Bogu, to rešilo. So to naredili, kar so mislili, sicer še delajo, ampak ne tolčejo več kamen, tako da se bo lahko snemali, ne. Tako da zdaj v bodoče pričakujte cel kup novih podcastov. Še posebej zdajle do volitev, zdajle bom prednost dal tem gostom, ki so iz politike. Tako da sedaj bo celo več kot 1 podcast na teden, ker tisto, kar bomo podcaste s politiki, to moram objaviti pred volitvami, ne. To jim je v interesu, ne. Marsikateri politik bo zdajle prišel, potem, ko bo pa konec volitev, potem pa do naslednjih volitev ne bo, ali pa bom rekel, 1 leto pred volitvami, pa ne bo nobenega interesa s strani politikov. No, poleg politikov imam tudi, bom rekel, na 3/4 dogovorjeno še z parimi zelo zanimivimi gosti, ampak to pride potem po volitvah. No, zakaj sem tudi jaz se tole usedel, pa tole objavil namesto podcasta? To sem naredil tudi zato, ker sem hotel, ko bom 100. podcast imel, sem hotel eno tako oddajo narediti, da sem sam s sabo, da malo povem, kaj, kako naprej in tako naprej. No, 100 podcastov je že bilo, tako da evo, sem se usedel, pa žal sem se mogel usesti tudi zato, da vam povem, zakaj ni bilo prejšnjega podcasta. No, ta glavna zadeva, ki pa hočem povedati, ne, da bo v kratkem, v 2-3 mesecih, bom prišel do tega, da bo podcast samo enkrat na mesec. Namreč to mi vzame ful časa in potem mi ga zmanjka za druge stvari
In tudi razmišljam tako, da boljš samo en ful zanimiv podcast na mesec, kot pa 4, pa da je vmes kakšen, bom rekel, manj zanimiv gost. Oziroma bom tako rekel, ne, kar se mene tiče, sploh nisem imel manj zanimivih gostov. Imel sem manj poznane goste, ne. In pač algoritmi zdaj delajo tako, da pač če ni gost poznan, pa je lahko zelo dober podcast in zanimiv, ne bo ogledal. Žal ne bo ogledal. Imel sem kar nekaj takih podcastov z manj znanimi ljudmi, pa je bil zanimiv podcast, pa ni bilo ogledal. Greste lahko malo nazaj pogledat, pa boste videli, katere sem imel v mislih, ne. Tako da pač zdaj konkurenca na področju podcastov ogromno in ljudje gledajo samo tisto, kar je res najbolj zanimivo ali pa ful drugačno, ne. Tudi neki zanimiv gost z nekim ful hudem izjavam bi imel veliko gledal, ne. Ampak te hude izjave, to pomeni, da morajo biti res take hude izjave, ne. Ljudje pa hitro mislijo, da so kaj ful pametnega povedali, da bo to narod skočil, pa ni čisto tako, ne. Mora biti res nekaj zelo posebenega, ne. Tako da ja, da jaz mislim, da grem v ta pravo smer. Glejte, zadeva je tudi taka, jaz delam cele dneve, delam sobote, delam nedele. Evo, tole snemam v nedelo ob 21:41, ne. Tako da ne boste mislili, da neki ulovt zjam, jaz ulovt ne gledam čisto nič, ne. In jaz sem se tudi za novoletno zaobljubo sem si dal, da bom probal čim več stvari spremeniti v letu 2026. In ena je tudi ta, da pač bom podcaste zmanjšal iz vsak teden na enega na mesec in zato bom imel več časa za druge stvari, ki se mi zdijo tudi zelo pomembne zame, pa zelo perspektivne. Prva zadeva je ta, že dolg časa imam namen napisati turistični vodič od Bosne in Hercegovine, ki sem prepričan, da bo hit. Zakaj sem prepričan? Zato, ker vsako leto dobim vsaj 500 sporočil, mailov, oziroma 500 ljudi me kontaktira za neke informacije v zvezi z Bosno in Hercegovino. In pol mi pa še veliko ljudi piše, smo bili v Bosni in Hercegovini, smo šli po vaši poti, pa tako naprej, ne. Tako da, če jaz kaj vem na tem svetu, pa znam, je ravno to, da napišem ta vodič po Bosni in Hercegovini. V Bosni in Hercegovini sem bil 80-90, sploh ne štejem, več mislim, saj nisem nikoli šel, ampak malo na pamet rečem, res poznam Bosno in Hercegovino, ma skoraj kot vsak Bosanc. In če je kdo primeren za napisati ta vodič, sem primeren jaz. In če bi jaz že lansko leto se odločil, da bom imel podcast samo enkrat na mesec, bi na račun tega lahko napisal vodič po Bosni in Hercegovini. Enkrat v eni knjigi sem prebral, če začneš ti neko novo stvar, moraš eno staro stvar nehati, ker nimaš neomejeno časa. Ljudje pa ponavadi naredimo tako, da se lotimo eno novo stvar, nič ne nehamo in potem uno novo stvar naredimo površno in še une stare stvari, ki jih delamo površno.
pa je vse skup nič. No, tisti, ki me bolj redno spremljate, tudi veste, da sem ravno kar se vrnil s potovanja po Čilah in na svojem primarnem YouTube kanalu, to je YouTube kanal Tomaž Gorec, objavljam videe iz Čil. Do zdaj so 4 objavljeni, še eden pride in odziv je neverjeten. Neverjeten. Toliko pohval nisem pa res še nikoli dobil. Pravijo ljudje, da se vidi napredek pri snemanju, pri montaži, pri vsem. Pa lejte, imam jaz tukaj še velike rezerve, lahko še zelo poboljšam, neko malo boljšo opremo bom mogel še kupiti, ampak sem že zdaj naredil velik korak naprej, ne? In lejte, tudi imam znanje, da naredim korak naprej, rabim samo čas, ne? Rabim več časa na potovanju, rabim več časa za montažo in tako naprej, ne? Tako da tudi manj podcastov pomeni več potovanj. Ne, sej zdaj, lejte, od tistega potovanja po Balkanu, ki sem šel, polet, pa zdaj do januarja v Čile se nisem imel nič kaj, kakšno pametno potovanje. Mislim, zato ker preprosto nisem v čas, pa bi lahko na hitro kam skočil, ne, kam, ki so karte poceni, ne vem, Maroko mogoče, ne. Pa nisem, ker nimam časa, ne, tako da tako sem se odločil, no, in mislim, da sem se dobro odločil, ne. Pa tudi za leto sem se odločil, in to bo sigurno, da organiziram izlet v Bosno za svoje sledilce, tako kot sem ga organiziral leta 2024, ki je z mano šlo 34 ljudi in so bili 90% jih je bilo tako zelo navdušenih, da vam ne morem povedati. Lejte, če vas zanima, da bi šli to z mano, imate v opisu tega videa link, kliknite, si vse preberite, poglejte video od takrat, ko smo šli 2024, da boste videli, kako je to potovanje izgledalo, da vidite, če vas to zanima, kar smo mi videli, in če vas zanima, pa če bi radi šli, se prijavite. Prostih mest bo kmalu zmanjkalo, ker hočem tudi to rešiti čim prej. Jaz se dostikrat kakšne stvari prepozno spomnim, ne. Ne vem, se spomnim 3 tedne prej. Zdaj sem se pa spomnil, ne vem, 4 mesece prej, 5 mesecev prej, ne. Samo enkrat se bo šlo, na voljo so 4 termini, mislim, na voljo 4 termine sem dal, in za tisti termin, ki bo največ glasov od vas zainteresiranih, tisti termin se bo šlo. In jaz bi rad to čim prej zaključil, da imam ljudi, da je termin zaključen, da vem, da sem ostale termine fraj, da grem jaz lahko na kakšno drugo potovanje in tako naprej. Eventuelno bo mogoče še drugi termin, ampak ta bo pa samo za samske. To sem pa že lansko leto probal speljati, ampak se je žensk premalo prijavilo. Moških se je zelo veliko, žensk pa premalo, in po je brez veze narediti ta izlet, da je, ne vem, 3/4 moških, pa 1/4 žensk, se bojo moški stepali za ženske, ne. Bi pa to za samske jaz rad naredil, zato ker sem tudi sam samski in vem, kako je samskem zna biti težko, ne. Ne gre na potovanje nekam, zato ker so sami pari, pa se pol malo čudno počuti. To potovanje bo pa izključno za samske, čeprav, ne, tudi to imate v opisu link, pejte v opis videa, pa kliknite. Sem lepo napisal, ne, da zdaj ne pričakovati
da boste vi zdaj na to potovanje šli in boste dobili punco in boste z njo srečni do konca dni. Lejte, žal tako enostavno ne gre pri partnerstvu, ne. Lejte, jaz bom tako rekel, na to potovanje se prijavite tisti samski, ki vas Bosna in Hercegovina tudi zanima, ki bi šli radi na ta izlet, ki nikakor se ne prijavite tisti, ki ste samski, pa se sam vam gre, da bi žensko dobili, Bosna vas pa nič ne zanima, pa potovanja vas nič ne zanimajo. Taki se prosim ne prijavite, ki boste na koncu razočarani. Ne, lejte, to morate vzeti tako, gremo na potovanje, da se super imamo, če se bo pa še kdo med sabo spoznal, pa bo pa kaj več ratalo, pa toliko bolj super. Ne? Tako morate to vzeti. In tako boste tudi lažji, samski boste lažji žensko dobili. Veste, če iščete ono živčno, da ženske začutijo, da ste zdaj pa čisto v krizi, da morate pa nujno žensko najti, takrat jo ne nikoli najdeli. Verjemite mi, toliko izkušenj pa imam iz tega področja, no, tako da ja. No, nikakor mi pa ni žal, da sem posnel več kot 100 podcastov, ker je to fantastična izkušnja. Čeprav je to samo del pa strošek, ne, kdo misli, da s tem podcasti pa milijone služiš, ne, to je trenutno samo del pa strošek, ampak po drugi strani, lejte, sem pa spoznal neke ljudi in se mi bo mogoče zaradi tega, da je to vse z obrestmi vrnilo. Ampak nisem delal jaz to zato, da zdaj pa pričakujem, da bom pa enkrat mogel nekaj od tega imeti. Daleč od tega. Meni je bilo to lušno delati. Najbolj lušno se mi je bilo usesti pa pogovarjati. Nisem mi bilo pa lušno pa dogovarjati, pa termine usklajati, pa je si bil z nekom zmenjen, pa se je premislil, pa je zbolel, pa je pa je tret, pa je četrt, ne. To mi pa ni bilo lušno in to tudi nobenemu drugemu ne bi bilo lušno, ne. Pa pol tako, ne, tudi ko se sam to snemam, pa to, veste, ko imam gosta, sem malo živčen. Jaz to pol takoj, ko gost gre, ta prva zadeva, vzamem kartico ven iz srednje kamere, kjer tudi zvok snemam, dan prenesem na računalnik in pol grem čez video, tako na hitro, če zvok normalno dela, če cel video, če vse ok. In če jaz rečem, hvala Bogu, ne. Tako da, to je, če bi jaz imel neko ekipo, tako kot imajo drugi, ne, vejte, po bi to pa še več me koštalo, ne. Pa bi on tle bil in mene ne bi nič skrbelo, jaz bi se samo usedel, pogovarjal, to bi bilo super. V tem jaz uživam in tudi vse goste, ki sem jih imel, sem jih vse imel zato, ker so oni mene zanimali. Mislim, ker se mi je bilo dobro z njim za pogovarjati. Jaz sem za gosta vzel unga, s katerim bi šel tudi na kavo, pa se z njemu pogovarjal, ne. So me pa kakšni ljudje kontaktirali, da bi ti mene povabil, ne vem, bi se v glasbi pogovarjala. Tu se pa jaz težko pogovarjam samo o glasbi. Bil je eden, ki se je izključno o glasbi hotel pogovarjati. In z njemu pa ni neki znan glasbenik, ne. Dobro, to je čist druga gozba. In sem ga seveda zavrnil, ne. Tako da, čeprav je do mene prišel prek enega skupnega znanca, pa tako naprej, ne. Glejte, zdaj rekord obiska je mu podcast za Lucijo in Saro. 144.000 ogledov. Glejte, tu so resne številke, ki jih marsikere oddaje na televiziji nimajo, tako da boste vedeli, ne. Potem seveda legendarni Martin Strel, prva oddaja z njemu je imela 123.000 ogledov, ne.
S tem, da moram povedati, če bo šel to kdo preverjati, pa da ne bo rekel, da lažem, ne. Martin Strel je še na unem mojem prvotnem kanalu, Tomaž Gorec, kjer sem včasih dajal podcaste na Tomaž Gorec, potem ste mi pa vi pisali in prav ste imeli, da je tu vse zmešano, da vi nočete podcastu gledati, hočete sam potovanja gledati, da ne jaz to ločem. In sem ločil, tako da podcaste imam na tem kanalu, ki me zdaj gledate. To je podcast Tomaž Gorec. Potem imam pa še en kanal, Tomaž Gorec brez dlake na jeziku. Tudi ta je zanimiv. Tudi na tega, če še niste naročeni, se naročite. Ne? Tako da Martin Strel je na 106.000 ima na tem Tomaž Gorec, potem sem ga pa dal še, ker je pa zanimiv, sem ga dal pa še na podcast Tomaž Gorec, ima pa še tam 17.000 ogledov. Klemen Selakovič ima 73.000 ogledov. Martin Golob 61.000 ogledov. Luka Debeljak 44.000 ogledov. Roman Vodeb, edini, ki je bil 3-krat gost pri meni, ampak vse 3-krat veliko ogledov. V prvem je mu 60.000 ogledov, v drugem 51.000 ogledov, v tretjem pa ne vem točno, koliko je bilo pa manj. No, potem Zmago Jelinčič 50.000 ogledov. Zelo zanimiva gostja mi je bila Zala Klopčič. Jaz mislim, da ona je bila na prvem podcastu, ki je bila pri meni. In tudi na tem podcastu je povedala, da jo že en drug podcaster povabil, sta bila že zmenjena, pol jo pa ni hotel, pol je podpovedal, ker je rekel, da bo preveč negativnih komentarjev. In mi je včas, da sem mu jaz prvi jajca, ki sem jo povabil, in potem so pa drugi videli, da je veliko gledal, so pa še vsi drugi začeli vabiti. Mislim, kar je čist okej, ne, ampak sem pa vesel, da sem jo jaz prvi povabil, čeprav veliko vas vem, da jo ne mara, zato pač, ker je iz Janšovega podmladka, ampak glejte, meni so take tradicionalne punce všeč in če bi jaz bil 20 let mlajš, jaz bi vse naredil, da bi tako punco dobil, ki je ona, poročajo pa mu 5 otrok. Res, lejte, meni tu sram priznati. No, drugače pa, kakor sem rekel, ne vidim, da so ta potovanja moja bolj gledana in bom malo več dal se posvetil potovanjem. Konkurence je veliko manjša, ne. Koliko ljudi še dela za potovanja? Hudo malo. Hudo malo. Ponč in Sonč sta nehala, ko sta rekla, da je premalo ogledov. Beat Sever že zelo dolgo časa ni nič objavil. So eni manjši, ki delajo, ne. Mogoče, da še zdaj ob tej priliki nekaj povem, koliko je narod fukjen, pa koliko so eni ljubosumni, pa navoščljivi. Jaz to ne morem razumeti. 2 dni nazaj sem dal na Instagramu, na storiju, sem dal anketo, kako so ti všeč moji videi iz Čila. Pa je bilo, odlični so, nekaj srednjega, pa čisto brez veze so. Pa mislim, da sem še dal, ne gledam, me ne zanimajo potovanja, tako da ne gledam take videe. In bilo je čez 80%, da so odlični. Ene 5%, 6% nekaj srednjega, ene 6-7%, da jih ne zanimajo potovanja, da tega ne gledajo, 2% sta bila pa, 2-3% so bili pa, da so čisto brez veze videi. In jaz grem potem pogledat, kdo so te ljudje,
ki so to pač rekli, to pogledam, ki me zanima, ker tle tudi vidiš, kateri ljudje te ne marajo. Ne? Lejte, ne moreš reči, da so te moji videi izčila čist brez veze. Pa tudi v bistvu, če krepko čez 80% ljudi prav, da so odlični, pol je malo čudno, da so zate brez veze. No, in vidim tam tudi med tem spiskom, 6-7 teh ljudi je bilo, ne, se pravi, bili so večinoma tisti, ki me namarajo, ne, en se mi pa znan, da sem naletel na njegov YouTube kanal že. In grem res pogledat in vidim njegov YouTube kanal in isto popotniške videe daja. Mislim, lejte, ne da sebe hvalim, ampak lejte, lahko pa rečem, da so moji vsaj 10-krat boljši kot njegovi. Ampak ni nič narobe. Vsak začne, vsak se uči, tako da ni nič narobe. In on gre meni napisati, ne, da so čist brez veze. Ne. In si mislim, vse lete, tu ni nič prizadelo, ampak gruntam koliko eni ljudje sami sebi zakomplicirajo življenje. Lejte, prvič se vidi, da ga tu žre. Lejte, jaz, ki sem še tukaj odprt človek, če bi on mene poklical, bi rekel, Tomaž, jaz sem tudi popotnik, potujem, YouTube kanal snemam, mi ne gre najboljšno, ogledal nima pa, ogledal ima pa stukat manj kaj jaz. Ali pa še več kaj stukat manj. Deja se lahko dobiva, pa še malo povedal, kaj bi, če mi lahko kaj svetuješ na YouTubeu, Lejte, jaz bi to sigurno rekel, ja, lahko se dobiva. Lejte, tako, ko me je kontaktiral tale Raj na zemlji, ali kako je ta Rok, ki smo bili skupaj na Azorih, me je kontaktiral in rekel, vidim, da si v Bosni, a se lahko srečava, in so se po Lukomerju srečala. Potem smo se dogovorili, da smo šli skupaj na Azore. Jaz sem takrat tudi, ki je on video za Azoru dal, sem tudi njegov video reklamiral, sem rekel, pejte ga pogledat. Ful sem reklamiral YouTube kanal od Ponča pa Sonča zmeram. Če ne verjamete, pejte pogledat in ta prvi in ta drugi intervju, ki sem imel z njim, ki sta v Indonezijo organizirala potovanje, ne, sta ljudi iskala, sem se ful matral, da sem jim pomagal, ful sem reklamiral, ker sem videl, matrata se, manjkalo jim je 2 človeka in sem rekel, pa če jim kako lahko pomagam, zakaj jim ne bi pomagal, ne. In zakaj vam sploh to pripovedujem? Lejte, vam niti nisem povedal, kdo je ta človek in vam tudi nikoli ne bo povedal. Če gleda, bo vedel, kdo je. Ampak hočem vam sem dati na svet, ne biti taki. Če gre enemu dober, probajte od njega se kaj naučiti. Bodite dobri z njemu. Boste lahko imeli kakšno korist od njega. Ampak ne zdaj biti dober, sem zato z njemu, da boste korist imeli. Tudi, če boste to naredili, veste, tu človek hiter pogrunta. Tu ni treba biti hodil brihten, da tu pogruntaš, ne. Tako da, ne, pol je pa veste zanimivo, ne. Prej sem omenil tele izlete v Bosno. Ja, pa se mi prijavljajo pa taki, ki mi pa grde komentarje pišejo. Ja, pa ki so neumni, a mislijo, da zdaj jaz te ljudi seboj vzel, tam mi grde komentarje piše, jaz da ga bom pa tam gledal. Pa se za njega matral, da bo nemu čim bolj, pa pa tret, pa v končni fazi zaston. Mislim, kako ima pol sploh jajca se prijaviti na take stvari? A mislite, da sem jaz neumen? Napisal si mi, ne vem,
30 grdih komentarjev. Če bi mi samo enega pred 2 letami, si lahko reče, se najbrž je pozabil in bi tudi najbrž pozabil, zato ker teh grdih komentarjev toliko dobim, da se samo unih, ki so najbolj ustrajni, zapomnim, ne? In pol se čudijo, da jih nočem s seboj vzeti. In napišem, lejte, vas pa ne želim s seboj vzeti, zato ker mi pač grde komentarje pišete in to je to. Poleni bi na vsak način radi šli z mano na kavico, šli z mano, bili prijatelji. Pred časom, pred leti so mi pa pisali take grde komentarje. In mi zdaj pravijo, ja, a če sem takrat tak bil, sem si zdaj pa zmeraj pred te vrata zaprl. Ja, žal, lej, žal, prej bi gruntal. Žal, ne morem ti pomagati. Tako da, malo gruntajte to ljudje, ne? Tako da, no pa to tudi, ne, rečemo, če bom več potoval, pa imam podcastov snemal, ne, imam pol namen tudi o potovanjih napisati kakšno knjigo. Lejte, knjiga je še zmeraj knjiga, lejte, Zvone Šaruga vsakih 2-3 leta knjigo napiše in zmeraj prodajni hit. Ljudi potovanja zanimajo. In knjiga je knjiga, zmeraj se bo prodajala, ne. Mislim, ne to v 10 000 izvodih, ampak lejte, mogoče pa tudi, nikoli ne veš. Lejte, jaz sem rad pišem in zakaj ne bi pisal? In ja, zato bom več potoval. No, pa še ena novost v letu tem, ki sem rekel, da bo, ne. Lejte, bom pa letos naredil kar nekaj srečanj, na katerih bo potopisno predavanje, plus predstavitev moje knjige. To je ta moja knjiga, se da, če se hoče. Lejte, jaz tudi, ker nisem v časa, veste, kako sem jaz šel to knjigo reklamiral. Sicer sem jih 900 prodal, se sploh čudim, odkje sem jih 900 prodal, koliko sem se malo potrudil. Za vse drugo sem najdel cajt, sem za to, ne. Jaz sploh nisem imel predstavitev knjige, takrat, ko je knjiga išla, sploh nisem imel predstavitev knjige. Sem rekel, ma nimam cajta, kar dobro so se prodajale, pa sem rekel, pa se nima smisla. Mislim, nima smisla. Rekel sem tu, ne zato, ker sem len, ampak zato, ker preprosto nisem v cajta. Sem bil z drugim stvarmi tako kopiran. Zdaj si bom pa to vzel, ker smo imeli decembra, smo imeli eno tako srečanje z potopisnim predavanjem, plus malo knjige, je bilo zelo malo predstavitev, ampak znam zelo dobro predstavitev narediti, rečemo, sem imel v knjižnici v Trebnjem, ne. So ljudje do mene hodili, so rekli, ful dober. In tudi tle, ki je bil potopisno predavanje, ne, sem kdaj malo zašel. Rečemo, vem, da eno tako, ko sem zašel, je bilo Domotožje. Ne, sem rekel, veste, če imate Domotožje na potovanju, to je čisto normalno. Ker jaz sem ga včasih tudi fulmu in sem pol malo to razložil, ne. In sem tudi ljudem svetoval, sem rekel, lejte, če imate Domotožje, ali pa če niste še veliko potovali, lejte, pejte najprej v Bosno, pejte raj za 3 dni, ka za 5 dni. Da ko boste mogli domujeti, da vam bo žal, ko morate domujeti. Ne, da boste komaj čakali, da greste domov. In jaz večkrat pravim, da potovanja so kot smučanje. Na začetku je čist brez veze, ker ne znaš. Čist brez veze, muka, totalna muka. Ko se naučiš, je pa lušno. Isto so potovanja. In da vam ne govorim, kakšno Domotožje sem imel. In rečemo, sem tudi malo za to zašel in vem, so mi pol ljudi rekli, ful je bilo super, ni bilo klasično potopisno predavanje, si še malo vmes kar neke stvari povedal, tudi, ker niso imele zveze s potovanjem. In smo se ful dobro imeli. Ob 3:30 smo se že dubali, nekateri so že ob 3:30 prišli. Šli smo pa ob 15 do 11 sem jaz šel, pa bi še bili
sam so lokal zapirali. Ne. Tako da to v kratkem bom naredil, to je bilo v Novem mestu, bom pa tudi naredil še Ljubljana je naslednja najbrž, ki bo, potem pa tudi in Maribor in še marske, ne. Tako da, ker pač vidim, da je interes, ne. In zakaj ne bi pol to naredil, ne. Tako da. No, drugače imam pa tudi namen posneti en dokumentarec. Rad bi posnel dokumentarc z žrtvam romskega nasilja. Vem, da bo dvignil veliko prahu, če mi ga bo uspelo posnet, ni odvisno od mene, odvisno je, če bojo te žrtve hotele spregovoriti, ker jih je ogromno, saj žrtev ni nujno, da se vidi, kdo je. Jaz mu lahko brez zakrijem, spremenim glas. Lahko ga čisto zakrijem, da ga sploh ne bo. Da bo sam glas, pa še ta spremenjen. No, tudi zdaj sem na idejo prišel. Lahko mi kdo tudi sam napiše svojo izpoved, pa jo bom sam prebral. To bo dvignilo veliko praha, ker bo ljudje rekli, da sem nastrojen proti romski skupnosti, ampak moj odgovor je ta, rečemo, v nasilju nad ženskam se tudi more govoriti, o posilstvih, nadlegovanju in tako naprej se tudi more govoriti. In če se more to govoriti, zakaj se pa o tem nasilju ne bi smel govoriti? Vsem pravijo, kar je slabega, se more govoriti. Ampak o tem romskem nasilju se je pa 50 let bilo tih. Tudi sam sem bil žrtev romskega nasilja. To lahko tudi v moji knjigi preberete. Ko sem hodil v 3. razred, me je en Rom izsiljeval za denar in sem ga mogel nositi. No, mimogrede, če hoče kdo naročiti to knjigo, imate v opisu tega videoposnetka link, naročite jo. Za njo sem dobil več kot 250 pohval in se upam trditi, da je odlična knjiga. Pa še zdaj je znižana cena, 29 €, brezplačna poštnina, ampak gledajte, to je oren knjiga, 550 strani, trde platnice, povečan format, tako da to je tudi za darilo, ne, to ima 1 kilo, to ni ena majhna knjižica, ki 200 gramov tehta, to je točno 1 kilca, par gramov manj. Tako da ja, to imam namen posnet, pa še par idej imam, kar se snemanja tiče, ampak glejte, sem jih že zdaj preveč povedal, že to bo težko narediti. No, glejte, glede tega dokumentarca o žrtvah, z žrtvami romskega nasilja, vas pa lepo prosim, če ste žrtev romskega nasilja, da se mi javite, ali pa če ste vi, ki gledate, poznate kakšnega, dajte njega, njemu reči, naj me kontaktira, ali pa mene kontaktirajte, pa povejte, kdo je, pa pač, da ga jaz kontaktiram, ne bom ga nič silil, pač mu bom pa sam rekel, da je to za javno dobro, da se o tem govori. Ker če se bo o tem govorilo, veste, se bo saj vedelo, da so žrtve. Ne? In bo tudi policija malo bolj aktivna, bojo tudi ljudje malo bolj pazljivi in tako naprej. Ne? Tako da tisti, ki boste sodelovali v tem projektu, lejte, boste nekaj dobrega za družbo naredili. Seveda se bojo tlele najdeli neki, ki drugače mislijo, ne? Pa bojo rekli, ti sam sovraštvo podžigaš. Lejte, pol bi tudi lahko rekli, ne, da če bi
nekdo napisal knjigo, v kateri bi bile izpovedi žensk, ki so bile posiljene, bi pol tudi lahko nekdo rekel, ja, sovraštvo seješ proti moškem. Ne, se nikakor ne strinjam. Pač nečednosti se morajo vedeti. In nikoli ni dobro, da se to skriva. Ne. Pri nas se pa to vse skriva. Veliko stvari se skriva. Tako da jaz bom to naredil, ampak rabim vašo pomoč. Dajte mi pomagati. Dajte tudi tisti, ki niste žrtev. Poznate koga? Dajte mi, pišite mi, povejte mi, lejte, ta pa ta je mu to pa to, jaz ga bom kontaktiral, tudi vas ne bom izdal, boste anonimni ostali in tudi, lejte, nikoli, jaz sem mož beseda, nikoli ne bom nobenega izdal, pa da bi komu povedal, če kdo bo hotel biti čisto anonimen. Tudi mami ne bom povedal imena pa priimka. Nobeden ne bo vedel, tako da to zanimate absolutno ne kaj biti. Tisti, ki me malo dlje cajta spremljate, ki me poznate, veste, da jaz kar rečem, da to drži. No, hvala, ker ste tole pogledali do konca. Če še niste naročeni na ta moj kanal, podcast Tomaž Gorec, se prosim, naročite. Pa če ste toliko dobri, dajte v komentar napisati, kater podcast vam je bil do zdaj najboljši, kater gost vam je bil najboljši, pa katerega gosta bi si želeli. To mi boste ful pomagali. Tako da, dajte, zato vas tudi lepo prosim. Nič, hvala, lepo se imejte, pa se vidimo v naslednjih podcastih, pa tudi kakšnega za nazaj lahko pogledate. Adijo.